Zakaj priporočam branje Jakobove Bukve? To je knjiga, ki je najverjetneje odločilno vplivala na to, da je njena avtorica Olga Tokarczuk prejela Nobelovo nagrado za književnost za leto 2018. Poleg tega pritegne že s svojo snovjo. To je zgodba heretičnega verskega voditelja, židovskega odpadnika od ortodoksije Jakoba Franka, ki je svojo sekto, imenovano frankisti, povedal v 18. stoletju preko meja religij, jezikov, državnih meja in tudi meja socialnih slojev. Frankisti so tudi na Poljskem pretežno dokaj neznani, pozabljeni, prekril jih je prah zgodovine, še najbolj jih poznajo po tem, da je iz njihovih vrst verjetno izviral njihov največji romantični pesnik Adam Mickiewicz. Ta zgodovina, ta pot frankistov iz zahodne Ukrajine je preko Varšave, Čenstohove, Brna, Dunaja do gradu v Offenbachu, kjer se je njihova zgodba, vsaj zgodba te prve generacije teh verskih odpadnikov nekako zaključila, je bila živopisana, polna anekdot in je že sama po sebi napeto branje. Vendar je dodatna vrednost te zgodbe v tem, da je na nek način aktualna tudi za današnje čase, saj odpira veliko vprašanj in v bistvu spodbudila je debato v poljski družbi, saj spreminja pogled na zgodovino, spreminja pogled na poljski nacionalni narodotvorni mit. Nekako sploh v njihovih obrobnih krajinah, se pravi v tistih krajih, ki so bili takrat v mejah Poljskega kraljestva v 18. stoletju, danes pa so zahodna Ukrajina. In mislim, da je knjiga posebej aktualna zaradi tega, ker tak premislek ne bi škodil nobenemu izmed evropskih narodov ravno v tem trenutku prebujajočih se nacionalizmov. Poleg tega je ta spremenjeni zorni kot na to, kar se upoveduje, na upovedovano resničnost, na sprejete in uveljavljene splošne resnice, osnovna definicija literature po avtorici Jakobovih Bukov Olgi Tokarczuk. Še posebej pa je ta knjiga aktualna, saj vemo, da zgodovinski roman nikoli ne govori samo o tem, o času, ki ga upoveduje, ampak tudi času, v katerem je pisan. In tako tudi Olga Tokarczuk v to zgodovinsko snov vpleta moderno senzibilnost. Vse tiste teme, ki so ji blizu tudi sicer v romanih, ki niso zgodovinski, od feminizma do ekologije, sočutnega odnosa do živali,